Islandiji bo pa... Tajo. Mislim, ti sem fore. To bomo tudi Na gledali. Islandiji zdaj 5 stopinj čez dan. Mi imamo pa Islandijo pol. Vem, to je pa nec. Imate pa kdaj marca? Ne, maj. Konc počitencem prvomajskem. Ja, saj zato, ja. 25. do 2. Ja, vem, ja, točno med počitnicem. Nec gre, ja. Nec gre, ja. Kaj sem rekel, še pa letos Islandijo, ampak pa glih na počitnice, Ja, prvomajske se vem, počitnice, to pa mi Ja. že družinsko. Vse vem. Gremo malo vandrati, tako da. Kam boste šli? V Atene bomo zdaj rezervirali. Ja, fajn, ja. Ja. Dobar, Pa grihamo malo na... okolja. Gremo še z enim parom, sta tudi arhitekta in to Ja. je naporno. Ja, tako je treba vse tako. Vse pogledati. Une dva sta sploh se gledala, pa Se to. pa čist not. Čist not, ja. In je to. Kaj pa žena pol? Ne, tudi se zanima. Jo. Ni arhitekt, ampak jo zanima vse. Ja, Ni panike. fajn. No, pa se ja, pač fajn nekaj takega videti, ker pa vi tudi kakšno, mislim, tako kakšne ideje dobite Res, še. ampak veš, koliko so te ljudje, Ja, ne vem, drugače pa je. Španci recimo, pa Ja. koliko so to enega kamnaska zložili. Ja. Jaz ne vem, Ja. kdaj so sploh še kaj drugega naredili, Ja. ker sem to. Velike. Ha? Velike, ogromno. Ali kaj jaz razumem, Ja. greš v Madrid ali pa v Barcelono, ampak ti greš v neko vas od nič, Ja. katedrala pa taka, da Da Bog Ja. pomagi. Ja. Ja, mi smo šli... Ja, so dali, se tudi V tam Grčiji pol v smo Južni šli, Ameriki ja. vidite, koliko No, je. ali pa to je, Kaj kaj pa- velike. Mislim, v Južni Ameriki se tudi ful vidi, koliko je ta špansko vpliv bil močen, kam imajo isto, te katedrale so mogočne, ne, mislim, to je res noro. Dobro, tam so Kje pa še- sta bila v Južni Ameriki? A ja, mislim, V 3-krat v Peruju, pa enkrat v Boliviji. Mislim, pa v Čilu tudi. Ampak takrat so bila 2-6, sva naredila najprej hribe, pa sem šla pa tako okrog do juga Peruja, pa v Čile, pa s Čila v Bolivijo, pa na sever nazaj Bolivije, pa pol centralni del Peruja, pa nazaj v Limo. Tako da so bili v bistvu mesec na potovanju, pa 14 dni v hribah. Ja. Ampak to sta hitro naredila, mesec. Ampak skozi vsak dan je bilo nekaj. To je res, edini takrat je bil tak strogi plan narejen, pol ne vem, če bo še kdaj. Meni je bil. Za Peru ste zmer imel, no, plan. Pa tudi pol, Ja, zato, ker je bilo 2008, treba- ko smo šli, smo isto imeli pol po hribah. Zato, ker je bilo treba splanirati, da so oni šli gor na Machu Picchu, mi da so šli v Bolivijo na altiplano. Ampak se je tako pol kar išlo. A? Ja, Mislim, ni bilo vse sicer porezervirano, ker te mi tako ne prevoze dobiš, ker Ja. so pa redne še linije. stvari smo go naprej, no. Zdaj bi malo drugače verjetno, veš. Zdaj vidiš, da ni treba čisto Mislim, vse. tako je Ja. bil v kontekstu plan narejen, da veš približno, kva boš počel. Ja, Ker ne vem, zdaj, ko smo bili v Turčiji, to ni bilo nobenega plana. Ker Ben niti točno ni vedel, mislim, bil tako nek okvir, ja, pač ta hrib, mogoče malo ta dolina, pa spet ti prišel gor, pa si videl še tam, pa tam, pa se bi to vse skupaj malo podiral. Ja. Pač nimaš niti a veš, težko je tam pač, ja, plan po Peruju, pa boli turistično narediti mišljite, glavni prej odpreš, pa zdaj danes, ne, pač internet pa to. Veš, tam ti hribe dobiti, ne vem, na nekih slikah, a veš, to, ko smo bili zdaj v Turčiji, pa neke podatke tako, ne vem, od tebe čez bil recimo, ali pa od njega, tega pa ni bilo, ne, ni bilo res tako veliko on-site, ne. Ja, tako pač res na pogled. Smo imeli pač nek plan, da bomo šli na ta hrib, pa smo sicer na ta hrib šli, ne, pa smo pol z tega hriba videli še, ne vem, 10 drugih, pa smo pa sami še rekli, dajmo tega, smo pogledali. ni manj, ni bolj. Ime tega, a ne, in pol smo pogledali, a veš, če pride kakšna cesta približno do njega, a ne, da se lahko peljemo, pa bilo pa tako. Ja. To je bilo pol tega, no, ali pa 3/4 skoraj. Da ste tako. Ja. Čakam, v kakšni zasedbi ste tu šli? Tako, kolegi. Ja, Boris, Mislim, en skrana, 4 ali 6? 5. Pa en najdober kolega, ki je že iz osnovne šole, pa ta Jure Nočev, ki tudi smuča. Pa mi dva. pa mi Ja. trije. Pa Boris Žoržov, Ja, ne taj vem, če pa, poznaš, on je pa vremenar. on pa je vremenar tam na Brnku. Brnku. Mislim, ta kontrolne stolpe, ki so tam, mislim, tam, tako Ja, tele. Metovo. Ja, Ja. Pa leta zdaj tam, mislim, to je Drilc tudi leta. Ja. Mislim, bil je z nami tudi v Črngor 21 leta, ko smo šli pogledati takrat. Raziskati, zdaj je šel pa na Japonsko tudi drug let. Je pa trdo. Ja. 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 Moj naročnik je prišel z japonskim majkom. A res? Ja, leti si bil res noro. Je smučal? Ja, itak. Ja, kaj pa? Plavo. Kaj? Plavo. Mislim, tudi lahko plavaš v globokem pršiču. Ja ne, da je bil tako pač, a ne. A nisi bil tudi ti na Japonskem? Japonska, Kitajska. Mislim, da A Kitajska. no, to. Ja. Ja. Pa ne smučal. Ne, vi ste tako potovali, ne? Ja, Ja, ja. sem Zdaj, zasledila. Ja, ja.
Veš, meni tu Instagram, mislim, da Instagram, ne Facebook. Instagram, boje. Ja, mi doskrat ko vrže naprej, tako, fajn, no. To ti vrže odvisen, ko gledaš, a ne? Ja, ne vem, pač koliko ti mi poskrolala, veš. Ja. A tem pa za fokus, tako flaška pa se da? Ne. A tako za fokus? A ne. Ne, sem mislil, da je tako, kakšna fora. Taka fotografska ali filmarska. Pridi sama, veš. Ja. Po videoklip. Ja. A ja, da je tako bolj kontrast, da hitreje prebere. Je bolj kontrasten. Je pa tiho, da lahko tej Ne, sej jo, glej. To se itak že snema, jaz se tako ponavad so, veš, ful je zanimivo, ker ponad tam ti pogovori prej so doskrat, kaj je toliko zanimivega, da pa kad ti spustim. Enkrat smo se toliko nekaj zaplezali en pogovor, da sem mu eno celo epizodo preden sem sploh predstavil. Ja. Se ne vem, kako je že bilo, ampak dejansko tako je. No, ampak prva bom officially začel. Ja, seveda. Ok. Imaš? No. Če pa zares. Zares. Ja. No, moja današnja gosta sta Anita pa Grega Kofler. Jaz v bistvu smučam že od majhnega, dejansko meni so starši tam pa nekih 3 letih na noge postavili, kar je tako bilo za takrat kar zgodaj. No. Mogoče video svoje sta še prej, ampak praktično skozi od takrat, tako da glede na to, da nisem nek blazen športen tip, ampak mislim, da smuča znam še kar ne. Sem se pa pol z leti dejansko počas res naveličal teh žičenc. Pa to, da bi glaš tam, pa vrste, pa gužve, pa tam, ki so obvezne čelade, ki ti na smečišču drvijo, ki pri norcih dol, ne. In zmeraj bolj sem tako, ko sem se pelil, se spomnim, smo bili enkrat, ne vem, kje smo že bili, se pelil tako žičenco in vidim tam ob smučišču eni gor, cek, tako, to bi pa tudi jaz, ne. Ampak vsem prej se spravaš, pa oprema, pa da znaš, pa to. Pa sem pa le enkrat rekel, zdaj moram pa jaz to provat, sem šel v neki opreme, tlele pa Action mami nabavil. In pa sem začel gledati, ampak zdaj nisem pa nek adrenalinca, ne, da bi to se v kakšne nevarnost spravljal in sem rekel, ne, to moram jaz to proper, ne. Tam jaz pod kakšnim plazom, ko gre vsako zimo, poslušamo končal, ne. Pogledam, prebrskam vse in jaz najdem Kofler Sport. Aha, okej. Rezerviram začetni tečaj ali plazovno delavnico, ali kaj, nekaj takega sem rezerviral, no, in takrat se spomnim, smo šli na Dovško babo, ne. Ja, gor si nas pelal. No, najprej me itak tiste 3 ure, ko smo ti sneg teptali pa rezali, pa to se mi zdelo shit tole, če to pa to ne poznam. Vse se mi je zanohtalo, v prste, v noge, vse čist mi. Ampak okej, pa smo šli lepo še pošpanciramo gor, pol smučamo dol, pa gmajna. Grega rekel, ja zdaj pa tle skozi, zgledam, so sama debla, ki ne grem pa tam skozi. No, ampak kakorkoli, tudi tam smo nekak čez prišli, no, tako da to je name pol takrat kar vtis naredili, tako da se mi zdelo, če me je pa tale čez tole gmajno uspel spraviti, pol pa mogoče mu je kar zaupati. No in takrat pa mislim, da kar redno šibam tele vajne in dnevne turce in nednevne turce in tako naprej. In je prav fajn, ne. No, ampak takrat smo se spoznali. Seveda pa vidva ne furata ta Kofler Sport, to ni samo turna smuka, kar jaz prakticiram, ampak to pokriva še vse živo, ne. Tako, ko vidim tako po ostalih objavah, pozim tečaje teka Maštjanita, pa smučarske tečaje, pa dvodnevne delavnice, pa varno hoja v gorah, pa ledno plezanje, pa poletnega kolesarjanja, pa ne vem, pohod. Se sploh ne vem, v glavnem sploh ne vem, kaj vse imata, ne. Tako da je to
kar precej več tega, kot tisti sam, kar jaz koristim, odvaja. Pravzaprav, jaz mislim, da kdor karkoli ima s hribi ali pa s čem tem, sploh ne mogoče, da ne poznal. Jaz mislim, da se zdaj v Sloveniji tako kar prepoznavno, vse, kar se jaz pogovarjam. Znam sem bratrancu, ki zdaj se je neki stara leta, naša leta, isto strke jaz, to feratata, ne. Sem rekel, no, je tle lepej. Ja, se to vem, ja. Mogoče, da je že šel pol za ide. No in zdaj, ko sem se začel tole iti, tale moj podcast, ne, jasno, začel sem nekako z naročniki, ampak nikoli nisem želel, da bi bilo to samo omejeno na naročnike, ampak sem zmeraj hotel. V bistvu, ko ti hišo delaš, jo delaš, dobro, za bivanje itak, ampak zato, da podpira en lifestyle. In jasno, mene zanimajo ljudje, ki furajo en določen lifestyle, tak, ki je meni zanimiv, ki mene inspirira, ki se vam kaj zanimivega z njimi pogovarjati in vidva definitivno odčekirate vse te bokse, da sta totalno tarča za mene in zato sem vas tudi povabil. Ne? Tako da sem prav vesel, no, da sta tudi res prišla. Hvala za vabilo. Hvala v imenu obeh. Jaz sem res navdušen, da pač tudi zahvala že za nazaj in za naprej, no, se vsakič pride tudi po mailu, da nam tako prijetno slediš še. In da smo se takrat v bistvu jaz tako malo pecajzlast, ne spoznali na Dolški babi, ampak je bilo to na Hrušenskem vrhu. Na Hrušenskem vrhu je bilo, ko ste bila z bratom, če se jaz ne spomnim. To je bil Hrušk vrh. Hrušk ali pa Hrušenski vrh, ni bilo na Dolški babi. Takrat si rekel, da je to Dolška baba, zdaj jaz ne poznam ne enega, ne drugega. Ne, zihar je bilo, to je bilo v bistvu, po mojem, je bilo 21 leta? Ne. 20. Jaz sem pred korono vse to nabavil in začel parkrat šel sam na Krvavč, tako da sem dal že kože na robe gor, pa z odpetimi avtomati v Krvavc rinu, pa gledal, zakaj sem izkos odpena, ne, pa take stvari. Ne, zato, ker res nismo imeli velikrat mislim, je bilo ne dvakrat tako nabav, ampak ne prav. Ja, no, res, da je bilo takrat pa tudi, ja, se možem povedati. Tu imaš toliko destinacij, samo pa ena, samo ena je prva. No, pa si mislim, da si kar prav zapomnil, da je Dolška. To je pa reda, ja. No, vse gmajne na koncu sta pa podobne, sicer je mogoče tam z Hruškega vrha dol še celo težje. Ja, ampak ja, če v Sloveniji to preživiš, ne, pol rad te šlah tudi kar dober turne smučar, kar tudi ti na koncu, mislim, glede na pač tehniko vožnje si, je pa res, da je tako majna najbolj mukotrpna zadeva za vse, se tudi za dobre turne smučarje. Kaj mukotrpno? Mislim, gmajno furat, a ne, kakorkoli se obrača, a ne, pač gost, pa doskrat v Sloveniji to dejansko je res, da je pač zadnje 2 sezone težava, ker v bistvu snega ni v karavankah. No, to sem zdaj hotel pa reči, ne, ker tako, kakor sem navdušen in nad turnim in nad temi vajnimi vodenji, ampak letos sta me pa res globoko razočarala, ne. Ja, da ni bilo, a ne? Ja, ker sta čist premalo snega naročila in me res zanima, kaj mislite narediti zdaj. Tudi ene resne ture nismo naredili tele v Sloveniji. Kaj boste zdaj, kako boste ukrepala glede tega? Mislim, zdaj bomo, ne vem, kako s tem reče, treba bo mislim, Anita sicer to malo rajš da za Mašo, ka pa Grega, tako da šla ona bolj keno, pa tam za kakšno Mašo več dala do drug let več snega. Ja, malo smo, po mojem, tudi sami krivi, ker narav počnemo to, kar počnemo, sicer se vsi trudimo, da počnemo pač grde stvari čim manj, da jo ohranimo tako, kot je, ampak vseeno imamo nek vpliv in ta vpliv se gotovo pozna. Zdaj pa ta koronski cajt nam je res prinesel na tako pravico v gorah. Zdaj pa 2 let že res kriza in pol dejansko za, bomo rekli, v narekovajih te lahke ture, zmanjka terenov, ker tam pač nekam visoko ulice, na neke strmine, pa se sicer tudi da, sam tudi kontekst neke komercialne turne smuke ne more biti tak, da mi 600 višinskih metrov nosimo smučke, pa 300 smučamo, pa spet 600 metrov, 600 metrov nosimo dole, zato je pa pol se gre kam drgam, ja. Je pa, ja, pol, pač, če se gleda vpliv na naravo, je pa smo bolj oglično nevarčni, ko s tem rečem, ja.
No, tako sem eno probo, ko sem enkrat rekel, da sem še pa enkrat sam nekam, ne, da grem zmeraj v skupini in sem probal iti na mrežce. In sem kaj nekam zavil, pa s avtom nisem mogel več naprej, še nek kamion divi mi je tam nasprot pripeljal, sem parkiral in sem rekel, tako po zemljevidu sem gledal, vse to ni to, mesto nesel. Po moje sem nesel tiste dile 1 uro po Gmajni, pa sem gotovo, da še zmeraj nekjer nisem, da sploh ne vem, kje sem. In pa sem jih nesel še 1 uro nazaj, pa sem šel pa dam. Mislim, se je tudi, pač kontekst neke privatne smuke, da ti raziščeš mogoče nek nov okolje, da si mogoče celo nek, ka nobenega ni tudi pri nas se da take stvari dobiti. No. To je, težko je pa to prodati. Jaz imam to za rekreacijo, tako da se rekreiram se, jaz lahko tudi ob smučišču na Krvavcu gor, te bolj resne imam pa rajš. Tako da me, tako je bilo zdaj ta zadnjo nedeljo, ker jaz nisem pričakoval nič kaj dost, pa je bilo vrhunsko. Zdaj, Kofler Sport. Kako je sploh do tega prišlo? Mislim, ker zdaj ste, okej. Jaz sem že nekaj povedal, da je še ti kaj. Lahko začne pa me ona dopolnjuje. Začel se je z neko, z neko mojo energijo, ki jo imam itak neomejeno pač v tem kontekstu, da pač jaz vsem življenju rad nekaj naredil, ne sam pač vse delati, pač vsi znam, ampak pač nekaj takega naredil, da še nekaj mojega pač starša nista imela, nista imela, pač starša sta bila delovski razred, mama je bila odkanje v železarju, oče v policista. Jaz sem pa rekel, sicer kot profesor športne vzgoje, da sicer to lahko počnemo v življenju, ampak bi rad še nekaj več. Da pač nekaj svojega razvijamo in v bistvu takrat, ko sem jaz začel pripravništvo v 2007 na gimnaziji Senice, sem 2 meseca potem, februarja sem začel, maja, ne vem, je bil 6. 7. maja, ne vem, zdaj rojstni datum, čisto točno, mislim, da je bil 7. maja. Ja. Sem pol na upravni enot, kaj že ta, vem. Na vem, je spod, to pač neko vem. Pač odprl firmo, tako da je v bistvu na začetku bila, mislim, sam kot popoldanski SP. Do leta 2012, dokler pol nisem šel v bistvu z javne uprave, kaj je bilo pa sicer tudi super delati, kjer smo, v Centru za šolske in obšolske dejavnosti. No, pač, če gremo še mehen nazaj, je bilo tako, da sem bil še to, kar je bil tudi oče, en let. Sprav sem jaz v bistvu na Jesenicah bil policist, ker sem bil zato si postrok, srednjo policijsko šolo. Tacen. In je bilo že takrat, ne vem, pač neka, mogoče je bila pač življenjska pot taka, da jaz sem bil hotel gozdar in pol zdaj ne vem, zakaj so se tistega leta očetje in matere, po mojem bolj očetje ustrašali Postojna, ko moraš iti v Postojno, in sem nekako zvižal v nek bolj kontroliran okolje, pa ne zdaj z neko prisilo, ampak so te zmanipulirali? Ja, tako. Kako si zmanipuliramo tam malo? Ampak se mi zdi, da ni bila toliko slaba na koncu odločitev vse, tudi malo moja, po mojem, kakorkoli. Ampak je dal nekaj pač, mislim, to okolje vse nekaj pustilo v meni in ampak sem rekel, pač to na koncu, kakorkoli ne bo zame. Jaz sem že takrat videl, da hočem narediti, pa da hočem nekaj v bistvu športom početi. In se pa to sam še pač nadaljeval v tem kontekstu, da sem pa si še div. Ja, mislim. Čakaj, ampak si pa premlad za vojsko pa nisi bil, ne? Ne, se to je bilo priznano, če si ti naredil Tacen, če si Tacen naredil. Tako, Ne, jaz sem bil še generacija, ki je mogla vojsko, ampak ker si pač delal Tacen, je bil v bistvu Tacen priznan kot vojska, ker kolegi pa so mogli leta, še zmeraj. Ne, delal sem pa zaradi tega, ker je bilo treba, takrat je bilo 800,000 tolarjev, je ostalo šolanje, pač šolanje, ker je bilo državno, je bilo vse zastonj, in je bilo pač to treba plačati, in ker je bilo treba plačati, sem rekel, da bom zdaj to staršem vse obisil, nekih 20 letih, ampak sem še pol za en let oddelati, da sem pač ta denar dobil, da smo izplačali, ker bi mogel pa drugače 8 let delati, policiji. Pa sem pač sam z enim letem zamaka, pač jaz sem že pol, ker sem bila z eno punco takrat, vedel, ker je ona imela željo na difjet, sem rekel, jaz pač meni to tudi želja in sem pol
borbal za to, da sem šel tudi ker v bistvu tacno ni bilo, je bil pač, ko ne matura, kaj bo že to, na koncu, zaključen izpit. Ja, in si mogel pač en poseben predmet imeti, da smo maturo lahko naredili. In mislim, jaz borbal za to, da do tega pridemo. Tako, ja. Pa takrat, ko si šel v ta popoldanski izpit, takrat sem bila pa živela skupaj še ne. Ja. Če jaz malo dodam. Zdaj pa ti po pravici povej. Ne, vse v bistvu on je pač svoj del zgodbe, midva sva pač začela leta 2003 kot študenta, sva se spoznala pač na faksu. Ampak jaz pa zmeraj rečem, da en povod sva videla mogoče v teh agencijah, takrat so naredila ta potovanje malo po Peruju. Ker tam so takrat že te agencije v bistvu dosti malo tako furale. Mislim, sem tako, veš, neka ideja, nekaj tako, se to pa pri nas tudi mogoče malo dal delati, to varianto. No in pol je bilo tako, da midva sva 2006 oba skupaj diplomirala na istem pač z isto diplomsko nalogo, z istim projektom. Jaz sem pol opisala naprej še v SŠGT na Bledu, zato da sem pač ohranjala malo status, pa v bistvu me tudi turizem vedno zanimal. In če bereš neke moje dnevnike iz daljnega leta, ne vem, 93, 94, sem najdla ni dolg nazaj pač napisan, da si vedno želim delati nekaj v športu in s turizmom. Tako malo, za hec pa malo za resno. Ja, in leta 2007 je bilo tako, ki je Grega rekel, pač v njemu je to gorel, jaz sem bila pač itak takrat zraven, jaz sem se ravno tako zaposlila po faksu, jaz sem delala v CUDV-ju. Tam ima tam teh kratic. Ja, CUDV je Center za usposabljanje, delo in varstvo. Pač, sem dobila kot priložnost kot športni pedagog za težje mentalne in druge cerebralne pač poškodbe. In sem bila tam zaposlena in hkrati sem bila v bistvu oba ful aktivna takrat v našem AUG-ju, se pravi alpinističnem odseku, ker nam je nekako dal tudi malo možnost potovanj, sploh meni je to odprl pač svet. Jaz prej nisem plezala, jaz hribi, to je bila meni španska vas. Mislim tako, ampak tam pol nek 98, 99, tudi z bivšim pač fantom, on je meni pač pokazal nek mountain biking, pa malo smo začeli bolj tako resen v hribe hoditi, pa ko sem imela izpit, sem začela sama hoditi, je bil Valvazor, pa je bil pač Stol, pa te fore, pač te hišni hribino. In pol se to nekako tako, ta želja pa tako, da greš fajn po naravo, pa to je bilo zmeri ful dobro, No, pa sem se pa jaz upisala na alpinistično šolo, ker je on ustrajal, je rekel, ok, zdaj pa, nisem ustrajal, je rekel, ne, to moraš k nam priti, in to se je dobro začela, leta 2003, No, in sem upisala alpinistično šolo, tako da on je bil takrat že alpinist, in tudi oba sva bila upisana v bistvu na faksu, so imela isto smer, se pravi gorništvo z aktivnostmi v naravi, tako se nekako začelo to vse povezvati, Pa pol malo prakse, pa pol v bistvu so šla na to prvo, na eno skupno odpravo, ko sva šla plezati v Peru, pa pol potovanje. Pa odprava ta Peru? Ja, tako 2006 je bila odprava, sva pač splezala na ta vrh Alpamajo, hkrati pa tako potovala pač po Peruju pa po Boliviji, In pol se je to začel nekako, ta želja itak je dogorela, Gregor pač to kot je rekel, on je motivator, pa jaz sem malo supporta bila zadnji, pač tako je, In on ima še zmeri to gonilo, On je gonilo pač kofler sporta, jaz sem pa, ne vem, pač kot nek drugi človek, ki mu supportira zraven, pa mi je to bilo zmeri ful dobro, A veš, pač podpornik biti. Ali ne vem, kako ti zdaj temu praviš, kva sem, pač nekaj v tem stilu, Oba so pač vse, bila dekalica za vse, dekalica to. Malo se preganemo, drugega. Ja, se to je v tem kontekstu. Startup je tako, da si eden za vse. Tako, vse so delali, pa so še otroci prišli, pač porodniške, menjava služb, Grega je pol, se v bistvu že nadaljuje, iz SŠOD-ja. Edino tako je bilo, da v bistvu na začetku, recimo od 2007 do 2012, ko sem imel oba redne službe, še ni bilo toliko poudarka res na turističnem segmentu, ampak je bilo več poudarka v bistvu na otroških programih, ki se lahko delali popoldne, ker v bistvu zdaj tam furati službe, pa pole so še otroci prišli, pa zdaj se tam še s turizmom ukvarjati, pa z ne vem čem še vse.
je šlo težko, tako da Tako se počasi. v bistvu na ta način začeli, bolj z Z otroško otroškimi animacijo. programi. To se pravi, prvi najem program je bil Snežko, smučarski tečaj. Snežko, ki smo ga imeli letos, pač 18-tič Razen po med vrsti, korono. razen med korono, pač smo imeli enkrat tekaški tečaj, enkrat ga pa sploh nismo mogli imeti. No. Tako da s tem smo začeli, pa smo imeli neke programe za otroke, kot mali skokci, za dvoletnike, telovadence, troletnike, pa smo imeli pač gibalno abecedo, pa za tam plezanje. pet plezanje. Ja, take stvari, pa take bi se aktivne- v v bistvu bolj za Aktivne otroci. počitnice. Ja. Ja. No, Mislim, zato ker se je to dalo tako delati, da nisi bil tako obremenjen mogoče za vikende, ker so bili pol otroci. ja, to je bilo čisto Majhen pa. drug ja, ritem. a ne. Tomaž je letnik, se pravi, starejši sin je letnik 2009, a ne. Pa je bil Miha 2011. No, in to so glih tista leta, ko pač nekaj se je pa začelo odvijati tudi že na planinskem področju, ko so bila oba tudi v bistvu že pač malo kot planinska vodnika. Malo Ja, smo pa se pa nekaj- po 2012. Pač se je začel kar tako malo razvijati, graditi. Ja, najprej so pa tudi te prevoze so upeljala, pa Točno, izposojo ja. opreme, Ja. ki je bil Prevozi. v bistvu, pa jaz mislim, ne vem, pač meni, ne vem, kristalno jasno, ne vem, zdaj to mogoče se na samo hvala sam, meni je kristalno jasno, da mi živimo v takem okolju, da se, ok, pač kapitalen, ki takrat je bil, ne da narediti nek boom, ampak tako z neko počasno rastjo se pa pač da pride do, pa ne samo do neke meje, še pač rast, ne vem, na koncu do konca življenja. In smo se pol po 2012 recimo bolj v ta turističen segment usmerjali. Kaj razumete pod turističen segment? Mislim to, da pač zdaj v bistvu, turističen segment, to, da pač ti dela pač z Slovenci, a ne? Pa pač s tem incomingom. Tako, Pa a ne, s ko tujci, ja. pač tujci pridejo. Tujci so v počasi Slovenijo. začeli prihajati pač z izposojo opreme, ki smo imeli, pa še pred feratama, ne. Tem, ki so bili moj stran, v bistvu smo mi že to je bilo oddajali pač narejeno, nekaj ja. opremo. Pa prevozi, vrata, pač Triglav, krma, Te stvari. Triglav, ja, no, Ja, Triglav. izposojo koles, tako je bilo v bistvu bolj. Tako, ampak pol se tako počasi zares začeli pač, ne to vem, s zares, programi, a ne ja. pač turističnimi, pa pol, recimo šele, ker sem se jaz tudi odločil 2012, da bom za gorskega vodnika naredil, ker se ti pol dejansko lahko svet odpre, ker v bistvu lahko počneš kar ti paše v svoji strokovnosti in kompetencah. A ne. Ja. Ja, in pač zdaj v bistvu lahko delamo, kar čmo. Kar šte. Ja. Idealno. Ja, Veliko. ja. Pa so pač pustili Mislim, že tudi a ne, tako kot službe, so bila, ne vem, vodnika Planinske Mislim, zveze, drugače. ne moreš, si omejen s kompetencami na prvič to, da delaš samo v Sloveniji, ta drugič pa to, da, ne vem, kot vodnik Planinske zveze ne moreš voditi slovenske smeri, ali pa, ne vem, grebenov, ali pa plezalnih smeri, ali pa turne smuke, ali pa tako naprej. A ne. Si pa v bistvu v širini dejavnosti omejena. Ne. Mislim, ja, lahko kot agencija ti najemaš druge, ampak Ne moreš da so biti ti, ne. ja, ne moreš pa. Ja, ja. To je tako, kot bi Ja. bil jaz arhitekturni biro, Ja. pa ne mogu načrta Ja, podpisati. ne. tako, ja. Ja. Ja, tako je. Ja. Ja, to je Podobno, prvo. ne. In takrat se je pa pol pač začel širiti na turno smuko, na vse te gorske vodniške programe, tudi še bolj na planinske programe, pa zdaj, ne vem, v zadnjem cajtu. Jaz sem tudi naredil za tega vodnika turnega kolesarstva, da delamo še ta, imamo MTB pa kolesarstvo, ampak to šele, ne vem, zadnje 2 leta. Tako da to gre počasi. Ja. Pa sta imela kdaj cilj, da to tako zraste, ker jaz imam občutek, da ravno v teh zadnjih 5 letih je šlo pa to najbolj Ja, se je šlo. tako. Se je šlo. Mislim, pa ni šlo, po mojem, šlo to tudi zaradi tega, ker mogoče je ta trend avtorstva na splošno. korporacijo. Ne, to še ne, ker zato smo trije, a ne. Mislim, Ja. da imamo zdaj enega, ja, eno zaposleno, pa mi dva sva pa Ja, okej, a ne. to je pač- prvi milestone, ko ja, ni več ja, familiarno, ja, samo ja, ko ja, enega ja, zaposliš. ja. ne. Ja, zato, ker je presegal, mislim, ta birokracija je presegla, mislim, v bistvu najen cajt, ki ga lahko vložiš v to, da pač koordiniraš pač te računalniške procese, ali tako poenostavljeno, in ne gre več. Ne. Mislim, še zmeraj tega relativno veliko, ampak za vse pa ne moreš biti. Ne. Ja. Ne, nemogoče. Ja. Je bilo pa tudi tako, da pred korono, če se spomniš, leta 2019 je bil ful velik naval ljudi, tako boom je bil incominga, se pravi tujcev. A ne? Ja. Kaj je bilo, mislim, da je bilo 2018 razglašen kot Slovenija v Lonely Planetu, Mazdu, Triglav, pa je prišla pa korona. Mi to so že takrat malo tako razmišljala. Je pa tudi še druga stvar, da v bistvu
Jaz nisem samo pri Kofler Sportu bila takrat, ampak sem leta 2012 pač očetovo firmo prevzela in takrat smo bili tudi Grega, smo bili vpleteni v veliko takih stvari pač na unmu koncu, ker smo imeli pač pogodbe in je bilo treba enkrat iti voditi, se pravi, smo hodili voditi, drugi dan je bilo treba postavljati oder, tretji dan je bilo treba stojence podirati ob 6 zjutraj, pa je bilo treba na drsališču biti, sem imela pač drsališče na čez 8 let. Je bilo treba celo sezono let delati, ob 4 zjutraj hoditi, kidati, a veš, in to pol usklajevati, v bistvu z otroci pa to, tako pa smo pa enkrat, na šati rekel, jaz to zdaj tudi ne morem več toliko, pomagati. Grega je rekel, jaz sploh ne morem več, ker je pač takrat ZGV naredil do konca. Tako da sem dala dosti stvari za stran, nekaj pač stvari se še ohranja, tako da kakšne košnje pa to še, ampak dejansko sem se končno lahko po tistem cajtu malo bolj posvetila pač, Kofler Sportu. Čakaj, pa kaj je oče imel, kakšno firmo ima oče? Za vzdrževanje. Čiščenje vzdrževanja. Ja, in določene pogodbe so bile pač napisane in bilo treba to vzdrževati. Od košen, ne vem, imeli smo s turizmom, sodelovali smo na vseh čokoladah, še zdaj ta festival čokolade, a veš, z postavljanjem, backupom. Pač, kaj smo imeli, še športni park, take, ni da ni, Z občino Radolica pogodbe za čiščenje, z občino Bled, z infrastrukturo, mislim, to je bilo skozi leta ful tega, Meni je bilo to itak tako podarjeno, dobesedno, ker leta 2012 je bilo tako, jaz sem pač zaključila s porodniško z Miham, in takrat so mi ponudili mesto varuha, ker kot pedagog ni bilo več tega v CUDV-ju. To pomeni, da si kot varuh petek, svetek na 3 izmene in sem rekla, ne, to pa pač jaz vse ne bi. Prvič imamo majhne otroke, pa na koncu se nisem za to pač glih študirala, ker mi je, pa ati rekel, glih takrat je šel pač v penzijo. Rekel, da če bi to, zakaj pa ne na koncu. Kofler Sport pa še od očeta firmo. Ja, tako je. Ja, pa mislim, ki toliko dela, mislim, tudi ne moreš reči enemu človeku, ki je v bistvu tam prišel s Halosa, pa v bistvu firmo postavil, on ima 5 zaposlenih, zdaj reči, ki je šel na penzion, zdaj pa, mislim, se je tudi tak človek, ki je težko v penzionu, Se še zdaj žene, reči, zdaj pa jaz tudi ne moram čisto nič pomagati, je to še vsem bil nek njegov otrok, Ja, razum, ja. Še kar je, ampak vse tako pol počasi smo oddajali. Hočem samo to reči, da pol v bistvu na koncu je bilo pol spet podobno. Ti šel v bistvu ven iz javne uprave, pa sta bile v bistvu 2 firme, ki je težko pol obe firme na enakem nivoju razvijati, če bi mu samo eno, mogoče ne vem, Kofler Sport bil že malo višji, tudi ampak vse to je bil, mislim. Dober, višji, ampak vse. To je tako. To je tako, pripeljali skozi zdaj 10 let. Mislim, toliko časa, ki imaš, toliko pač posvetiš delu, posvečati moraš delu tudi pač družini, familiji in otroci so ratali, itak, pa še žle, še ništa 3 leta, 2016 smo mi že to vse prodali, prišel še pač rožletko naš, ki nismo bili načrtvali, ampak, in poj gre, mislim, ne čas, pač energija, vse veš, pa majhen otrok, 2 sta bila 4 oziroma 5 pa 7 let stara, pa prišel še rožle, to je bilo leta 2016, no, pa se je pa začel to tistakrat ZGV-ja, že bil full motion, je delal res orank, pač je mogel biti na vseh teh izobraževanjih. 2016. Nisem da smo začeli delati, samostojno lahko. No, tako da mi se že 2019 počasi razmišljala o neki tretji osebi takrat, ampak pa je prišla pa pač korona. Korona pa niste tako takoj. Ne, pa smo rekli, zdaj pa ško je bilo, Kaj, se ne veš, a bo ali nav. Mislim, pol se je pokazalo, da tudi če bi ga imeli, mislim, pač na koncu država je pomagala. Za te, ki so bili pol v bistvu na čakanju. Ki je dala, ne vem, koliko je bilo, 80%. Ampak dobro, to ti takrat nisi vedel, Noben ni takrat nič vedel, zakaj. Zdaj sem tako rekel, če bi to prevedel, mogoče enega zaposlil. To lahko za nazaj reči. Ne, bila je ena druga stvar, ki bi še zmeraj lahko pol, zdaj je to tako malo, lahko gre v javnost, ampak ker bi lahko razvijal, na koncu pol. Kaj gre lahko v javnost? Razvijal bi lahko, Če vedel, če bi ta kontekst spoznal, da je v bistvu država pol dala za zaposlene, ki so bili na čakanju pomoč, bi že takrat lahko razvijal, ker mi smo bili preklenjeni dejansko skoraj cel let. Mislim, tam pa ne agencije, pa ne to delati, pa ne delati. In pač dobro, mi smo delali takrat, ko je bilo odprt,
mislim, pri nas je bilo dobro, da smo imeli bazo pač nekih Slovencev, pa da so bili prevozi, pa tako, da smo handlali čisto v redu. Ja, no, pa to, a ne, da pozim, da se je odprl pač koče kot to je bilo pa za sreča, kaj šlo. agencije. Ne, to se ne bi dogodilo, če ne bi Če šlo. ne bi, ja. A ne, ko je bil že minister ni bil on za gospodarstvo Počivalšek. Ja, je on, ki Če je... je šel na sendviče. Ja, na sendviče. Ja, in če on ne bi šel na sendviče, tudi ne bi imeli magistrale. Ne? To so bile tudi kakšne pozitivne stvari. No, ampak to je bilo takrat, ko sred, ne vem, ali je bilo začet februarja. Mislim, mi smo pol takrat začeli enkrat 21. sred februarja lahko pač te stvari početi. Ti še klicev gor na kontekstu, Kumo, pa tako, to bi se dal, zato da sem pač malo si sforsiral, ker je super, na koncu, veš, da je bil tudi pozim del, Ti se zdaj spomnim, to je bila ta epizoda sendviči, da so pol morali neki iz lufta vzeti. Mislim, se na koncu je bilo res tako smešno, pa si ti na koncu skupino lahko šel v Arjavčevo kočo kot privat oseba, pa ne, mislim, to je tako. Kar neki, pa isto si imel, mislim, zdravje ne gre čist skupaj, mislim, pač se to smo mogli imeti, a ne, cepljen ali pa dnevno testiran, si ti mogel biti čez hotel pač upravljati. Ne, bilo. Preden ste šli, ste mogli poslati, da ste zdravi, nekaj ste mogli imeti na dokazilo. Je bilo. Mislim, še mi, ko smo junija. Ko smo šli gor, jaz nisem vzihal nič. Lahko pa da prvo let ne, kaj je? Ne vem, takrat, ko smo prvič šli v tujino, sem jaz zbral tak pok. To mogoče, ampak to je bilo junija, ko smo šli na Donarkogel, sem zbral tak pok, prav tako pač ko smo se v kombiju skozi tunel pelali, sem rekel, zdaj mi pa dajte vse te papirje, in smo zbral tak pok papirjev in pa je bilo tako ležerno narejeni strani organov avstrijskih z rokco, da vi pa kar pejte naprej. Mi smo se pa tako lepo pomatrali, da bomo takle pok papirjev zbrali, da bomo bi pokazali vsaj enkrat. Je mogoče pa res za prve kobno ne, ampak so pa rekli, da moraš pa imeti nekaj kakor, da si zdrav. Ne vem, če smo PCT takrat zbirali, se nima veze. Nič ni bilo, ker vem, takrat je meni že takrat šlo to vse tok na živce in pa smo se že na pot gor s Klemnom kregala. On je sam rekel, ko mi čakam, da mi lahko se še odcepati. Ti si gor, jaz ne pa gledam, da cepam. Ne vem, mislim, vse na koncu res tudi ni tako dolgo, da smo pozabili, ampak vem, da pač smo šli mi ta prvič v Avstrijo in pač mogli biti ali ta PCT, ali... Za tujino mogoče malo bolj. Mislim, ti si bil v kontekst cepljen, mislim, PCT je bil pač ali cepljen, ali pa pač to dnevni test. Koronski čas, Ja, ne, pa je pa bolj kontekst, samo še to, pa je pa v bistvu, jaz mislim, da je bil bolj kontekst nekega splošnega razvoja tega outdoora pripeljal tudi do tega, da mogoče pač pol malo hitreje raste zaradi tega, ker je pač tudi naval ljudi, malo večji, kot pa, mislim, in Slovencev in tujcev. Ja, mogoče se pa tudi to pa korona pa malo poznala, da je bilo nekaj priliva. Jaz, hvala Bogu, se lahko pohvalim, da sem glih pred. Nisem še vedel za korono, ker sem se tu ne lotil, ampak sem bil glih ready. Medtem, ker veliko ljudi je pa takrat začelo. Ja, veliko ljudi je pa tudi, zdaj sem se spomnila, v bistvu pred koronskim časom, bivši župan občine Kranjska Gora je bilo v bistvu za turistično infrastrukturo tako, se je začel ful pač razvijati, pa smo ferati takrat, A veš, mečkam bolj je bilo poudarka, vlaganje je bilo več v turistično, in je tudi pač destinacija malo bolj poznana, pač... Malo v tem kontekstu zrasla. Pa Julijske Alpe, pa Vršič, pa Vrata, pa Triglav, pa tako v tem kontekstu, se je začelo malo bolj tudi razvijati. Tudi zaradi tega je bilo pol več incomeinga. Mislim, ni bilo pač ta prvi dve let, ampak zdaj pa v bistvu nenormalno spet. Se pravi, se boste še širila zdaj. Kakšen je pa zdaj plan? Mislim, ideja se sam pač nekaj razvijati. Mislim, nove programe se v bistvu širiti. Mislim, moja ideja ni ful, da bi nekaj ful velik, zaradi tega, ker pač s to velikostjo prvič 10-krat več težav. Mislim, predvsem težavno. Pa malo se ta osebnost pol razvodeni. Bolj to, da pač odpiraš neke nove programe, recimo za turno smuko, za pohodništvo, tudi ne vem, za MTB, pa sočasno, ko v bistvu to počneš, se pa niti ne vedoč širiš, ampak je nek tak proces. Je bil problem kadrov, če ti dobiš dobre kadre. In vidimo, da ne poznam zdaj te Katarine, osebno, ki vam pomaga to, ampak recimo Igor pa Jerry, recimo, te dosta top, ki vam to. Če bi dobil še 10 takih, bi lahko res širo, pa bi 10 takih bilo fula. Če pa bi dobil kakšne slabe, boš pa lahko res
Ne, Več škode, kot koristi. Ja, tudi, ne, ampak ti, ki so nekako sami sebi, ki smo mi njim, pa oni nam malo bolj tako, narekovaj, zvesti, veš, je ful dobro delati, zato ker veš, kako delajo, pa da približno tak način, kot smo mi pač začeli delati. Ne vem, jaz sem dober, jaz sem na tem planinskem segmentu bolj, pa imam neko svojo bazo nekih planinskih vodnikov, recimo Koptorigo, Grega ima pač ti na to navezo iz gorskega vodništva. Tako in malo že točno veš, tako si rekel, pa Jerry pa Igor, točno veš, kako funkcionirata, pa kako sta do gosta. Veš, nam je ful važen, da je pač gost zadovoljen, pa da pride tako z dobrim občutkom domov, ne vem, kako smo bili pač mi na Seni, veš, da je tako na tak način oseben. Ne, da je tisti neka masovka, pa da pride pač folk, pa da gre. Ok, sej to tudi vodimo, ne vem, jaz imam recimo tedenske skupine, smo imeli ful nekih hircev pa tega, ki pač odklikaš tisti teden, pa se zelo redko še s kom slišiš, ne? Razum, ja. A veš, ampak še vse jem itak sebe daš noter, no, kakorkoli. Ali pa, ne vem. Mislim, veliko bolj osebnostno, kar se tiče dela, ali kot vodnik, ali pa ne vem, kot agencija pride do tega, ti delaš v bistvu, če si pač stacioniran v Sloveniji, da delaš Slovenci, ali pa če stacioniran v Angliji, da delaš pač s svojimi domačimi gosti. Tukaj je pač veliko, mislim, tako pač sociološko gledano, mislim, te povezave pridejo bolj do izraza, pa pol te odnosi, ki pa pač z nekom, ki pride, ne vem, samo enkrat. Mislim, ti se isto potrudiš, samo tega stika ni več. Seveda, ker je prišel enkrat, jasno, tako kot ste videli potovali, jaz sem bil tudi v Peruju, sem ne toliko mountaineering, ampak tudi najameš njega, greš na rafting, jih vidiš, pa je pa konc, oni novijo več tebe videli, ti noviš njih videl. Mislim, pa sej tudi mi smo taki vodniki, doskrat v vlogi, ki pridejo tujci nam na Triglav, pa tako, ampak še zmeri, tako si rekel, daš pač sebe noter, normalen. Samo nam je tudi ful pomemben, da na Slovencah, da se vračate nazaj, a veš, da nas pohvalite ali pa tudi skritizirate na koncu, pa da se proba pač stvar popraviti. Ko se je skritiziral, malo sta snega naročila za letos. To je grozen, to jaz če svem. Veš kaj, zdaj za Črno Goro smo imeli ful, vsak dan je dal eden za Mašo, smo rekli. Ja, in je bilo glih za vsak dan dosti snega, pa sonce. Malo zahecno, ja. Ne, in v tem kontekstu, v bistvu, teh odnosov je pol, v bistvu za Slovencem moraš pač graditi naprej, ker ne moreš mu prodajati 17 let sam Črnogora, ne moreš mu prodati tudi, nisem se, ker če se zdaj gleda kontekst turno smukaj tudi še v Španiji, kaj pa na Norveškem, kaj pa v Bolgariji še kaj, pa v Švici še kaj, pa tako, destinacije nenormalne. V bistvu to je zame dobro, ker pol ni v bistvu neka konstanta, tako ki je bilo mogoče v javnem prav, pa jaz sem se tam čisto dobro počutil, ker smo bili super kolektiv, pa tudi tam je bilo fajn, ker je bilo dosti dinamike, zaradi tega, ker so vsakotedensko prihajali drugačni otroci, z različnih šol, je bilo v bistvu ta specifika meni osebnostno bolj zanimivo, kot če imamo en razred, recimo cel let kot razrednika. Tako da je v bistvu z tega vidika dosti podoben in mi je to pač zanimivo. Ampak pa se redkih, ki oba svetova mu sedeta, recimo, ker jaz bi v javni upravi, pa je vseeno, tudi če vsak dan čist nekaj drugega bi umrl. Že to, da mi en diktira, mislim, ni čist tako, ampak mi je bilo zanimivo, mislim. Jaz sem šel pač ven ne zaradi tega, ker sem se slabo počutil takrat, ampak zaradi tega, ker sem hotel pač svoje razvijati, ker pač to tam ne moreš. Pa tudi dejansko je tako, da tudi če smo hoteli tam nekaj razviti zelo majhnega, je to trajalo, ne vem, lahko celo en let, ker to ti predvsem lahko razviješ v enem tednu. Tega sem hotel vprašati. Ne bi šel zdaj več nazaj delati, gotovo ne, ampak sem se pa... Enkrat človek to okus. Sem se pa ful dobro, mislim, tako prvič je bil okolje dober, drugič so bili res ljudje, ta pravi, in jaz lahko sam, mislim, pozitivne. Pa še tako mi rekel, tisti sajt, ki smo bili mi, da si tudi država na koncu ne toliko slabo plačevala, tako da ne. Mislim, ne vem, res, da si šele začel, še zmeraj, mislim, da sem bil star 27 let, sam kakorkoli. Si dobro plačan za takrat, Mislim, glede na nekih velikih potreb nismo bilo
V redu, še zmeraj bi lahko tako naredil, da zoptimiziral stvar vodniško gledam, da bi ostajal tam, recimo. A ne? Pa v bistvu polet ali pa za vikende kaj delal. To bi, mislim, kar recimo rataš gor sodnik, se to tudi da, se načeloma. Ja, sam jaz mislim, da če hočeš nekaj dobro delati, če hočeš razvijati, pa ne gre. Ne. Moraš pač... Ne gre, pač če hočeš resno razvijati stvari, ne gre. No. Pa še ena druga stvar je bila pri meni, da v bistvu, ko si začel izobraževanje, ko si ti upet v javno šolstvo, težko pol tudi zahtevaš, da ti vydajo kar frej. Takrat si ti zmislil in ta prvo let se je še išlo zaradi tega, ker je bilo polet v bistvu izobraževanje pri nas, pa smo bili mi frej, mislim frej, pač ti moraš dopust koristiš, sam. Da ga od 5. julija do pač takrat čez počitnice ga pokoristiš. Pa se pa ne bi dalo več, ker je bilo to sred leta in zdaj jaz tam zahtevati, da bom sred leta po 20 dni frej, pa ni šlo več. In v bistvu en tak fajn cajt, da se rekli, zdaj pa kaj smo in pojmo. Jaz si to ne predstavljam, da bi delal oboje skupaj.